Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni že v 10. oddaji, informativni razvedrilni oddaji gledališča Ane Monro studio Gama. Z vami sem Oli G. Pa preglejmo najprej novice tedna. 22.5. je na festivalu Cufus v Samoborju na Hrvaškem na ulice že 3. sezono zapored priplula naša interaktivna ekološka predstava Zadnji ulov. O tem bomo več izvedeli v sceni s terena. 28.5. bomo s praktično delavnico KPM Kultura po meri gostovali v Gornji Radgoni, po kateri bo v mestnem parku zaplavala še riba. Do začetka jubilejne 25. Ane desetnice, ki bo med 23.6. in 3.7. o poletju oznanjala vsaj 13 mestih, nas loči le še 5 tednov. Prve informacije o njej so že objavljene na www.anamonro.si, kjer najdete tudi vse, kar morate vedeti o nas in naših dejavnosti. Radi rečemo, en klik vam zagotavlja stalni stik z Ano Monro in ulico. In sledi Anina dvižnica, ker je jutri 25. maj, ki je bil včasih dan radosti, danes pa dan ljubezni, smo v studio povabili Mistral, ki zagotovo pooseblja oboje. Mistral, izvoli. Bliža se dan radosti in očitno tudi dan ljubezni, predvsem pa dnevi postajajo vedno bolj vroči. In zato moramo biti pripravljeni. Zagotovo rabimo osnovno opremo in pa tako v mladosti kot v ljubezni tudi kakšnega prijatelja, partnerja, družbo. Prosim. Pripravite svoje ročice in gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tako, malo smo se osvežili, malo smo se podružili in gremo naprej. Hvala, Mistral, ogrela si mi srce in duha. Sedaj pa se selimo v rubriko Fokusirana. Danes v njej predstavljamo nov projekt gledališča Ane Monro, Igre kartonov. V studio vabim vodjo gradbišča, da nam pove več o tej igri ali igrah. Dobar dan. Vse stvar je bilo enostavna. V bistvu ni ne vem kaj, gradbišče kot gradbišče. Za začetek postavimo en tak portal in pa povabimo ljudi noter, te, ki so okrog, gledalce, pa tudi te, ki so namerno prišli, pa tudi, da pridejo noter in da spremenijo svoj svet v idealni svet. Da naredijo to pač, kar potrebujejo, kar jim manjka, zgradijo in potem naredimo eno tako proslavo, gradimo pa pač, kot je beseda pove sama, škatli iz kartonov. Tako da dobrodošli v svet iger kartonov. To pa to. Kaj pa si vi zgradite? Kaj si vi zgradite? Kaj je vaš idealni svet? Naš idealni svet je pa seveda ulica. Na ulici gradimo ulico, sreča, ne? Super, ne? Super. To je to. To je to, kaj? Zaradi tega sem hodil sem. Dobro, nač sam na koncu, da lahko malo reklame naredim. Še preden grem, mislim, da vsaj imel smisla, zakaj sem prišel.
Torej, igre kartonov, gledališča Anne Monroe, interaktivna gledališka igra, danes, mislim, letos na ulicah Slovenije, pač kje, ne? Hvala. Fascinantno. Sedaj pa iz enega domišljijskega sveta v drugega. Na vrsti je scena s terena, v kateri se mi bo danes pridružila Mistral Majo, ena članica posadke zadnjega ulova, ki nam bo povedala, kako je bilo prvič pluti v mednarodnih vodah. Mistral, kar v studio, danes je teren studio. Živjo! Pozdrav. V nedeljo je interaktivna ekološka predstava Zadnji ulov prvič gostovala v mednarodnih vodah oziroma v tujini. Šli smo na festival Cufus v Samoboru na Hrvaškem, kjer nas je super sprejelo občinstvo, krasen festival, lepo vreme, super publika, tako da samo krasno doživetje. In pa Zadnji ulov je s tem se prav prvič zaplul v mednarodne vode. Letos pa gremo poleti tudi še na Češko, julija. Predtem pa bo Zadnji ulov mogoče videti tudi na Desetnici, še nekajkrat, tako da na ulici tudi v domačih krajih. Pa govorite hrvaško ali češko? Hrvaško malo, češko ne, ampak bo pa predstava tudi v angliščini. Super. Hvala. Ja, hvala. Tako, verjamemo pa, da bo predstava Zadnji ulov navdušila tudi v Breginju, kjer jo bomo 3.6. odigrali kar dvakrat v projektu Dajmo otrokom gledališče. Prvič za vsaj 130 učencev podružnične in matične šole ter lokalnega vrtca, popoldne pa še za vse ostale prebivalce. Kot zdaj verjetno že dobro veste, je namen in cilj projekta, ki vam ga vsak teden predstavimo v rubriki Donirana, da pripeljemo kulturo tudi v manjše in bolj odročne kraje. Pri tem seveda računamo na vašo pomoč in podporo oziroma donacijo. Vse informacije o tem so objavljene na www.anamonroe.si. Prispevajte za dober namen. Dajmo skupaj otrokom gledališče. Tako, prišli smo do konca 10. oddaje Studia Gan. Čaka nas le še ena pomembna najava, predtem pa odjavni song. Hvala. Vsi vemo, da je pomlad, da medvedke svoje mladiče pazijo, pa gonijo okrog po gozdovih, pa to je treba paziti, ampak kaj pa med tem delajo medvedje? No, in jaz sem povabil te 3 svoje medvedke, igračke, da vam predstavijo, kaj pa delajo medvedje. Torej, to je medvedji band 3 generacije. In tako naprej, a ne? V glavnem niso, ne vem, kako domisleni tele medvedje, pa tudi medvedki niso bili, zdaj pa ta glavna zadeva bi vam pa povedal še tole, da od naslednjega torka naprej pa nas boste lahko spremljali na novem formatu Sims 2.5. Evo, takole, da naredimo, ki je ne samo lepši, boljši in bolj funkcionalen. Torej, vsak tork ob 10. tokrat na Simsu 2.5.